Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donijesmo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, sedaj pa pozdravljamo tukajšnjega župnika na Polskavi, gospoda Karla Drofenika. Lepo pozdravljeni in Bog daj. Hvala za lep pozdrav. Tudi jaz pozdravljam iskreno vse gledalke, gledalce, poslušalke in poslušalce. Smo v cerkvi svetega Štefana na Spodnji Polskavi, kjer sem že 38 let župnik, skupaj pa duhovnik 46 let. Cerkev svetega Štefana na Spodnji Polskavi je spadala v prafaro župnije Slivnica in smo tako rekoč najstarejša hčerka slivniške prafare. Richard I. Spodnjepolskavski je namreč leta 1249 dosegel pri oglejskem škofu in patriarhu Bertoldu II., kajti naša župnija je takrat spadala pod oglejsko škofijo, da je Spodnja Polskava postala samostojna župnija. Pred 8 leti smo obhajali 750-letnico župnije. Župnija šteje približno 2700 prebivalcev. Je baročna in ima 5 oltarjev. Dovolite mi, da vam jih čisto na kratko predstavim. Glavni oltar je posvečen farnemu zavetniku, diakonu in mučencu svetemu Štefanu. Oltar je zelo razgiban, baročno bogat in ob strani vidimo prvaka apostolov svetega Petra in Pavla. Stranski oltar je posvečen sveti družini. Vidi se, da je to poznejše delo. Zgoraj je kip svetega Florjana, zavetnika gasilcev. In na desni strani se lepo vidi kip, lepi kip svetega Krištofa. Smo pred oltarjem, ki je posvečen svetemu Frančišku Ksaveriju, velikemu misionarju. Zgoraj na vrhu pa je znameniti kip svete Magdalene, ki na nedeljsko jutro, to je veliko nočno jutro, gre maziliti Jezusa, vendar najde prazni grob. Ne? Stranski oltar pa je posvečen svetemu Antonu
Padovanskemu. Zgoraj pa je sveti Anton Puščavnik in nikakšne druge posebne znamenitosti. Vidi pa se, da je baročni. Zelo lep pa je ta 4. stranski oltar, ki pa je posvečen Marijinemu obiskovanju. Zgoraj Bog Oče, potem Sveti Duh pod podobo goloba, Jezus pa pod Marijinim srcem. In na oltarju spodaj vidimo 4 kipe, to pa so Marijini starši, sveta Ana in sveti Joachim, ter starši Janeza Krstnika, sveti Zaharija in sveta Elizabeta. V župnijo Spodnja Polskava spadajo vasi Spodnja Polskava, Kokoše, Pragersko in Gaj pri Pragerskem. Zanimivo bo najbrž za vas vse, ki še tega ne veste, da smo leta 2003 na Pragerskem postavili novo cerkev, ki je posvečena Marijinemu brezmadežnemu srcu in tako povezana s Fatimo, kajti Marija je v Fatimi nas vse povabila, da bi se posvetili njenemu brezmadežnemu srcu, kajti končno bo slavilo njeno brezmadežno srce. Zato se tudi na Pragerskem zbiramo 2-krat mesečno k molitvi. Nedelja, ki pa je najbližja 13. v mesecu, pa je nedelja Božjega usmiljenja in imamo pred Najsvetejšim popoldne ob 3 uro Božjega usmiljenja in na to ob 4 tudi sveto mašo za vse dobrotnike naše cerkve in se obenem vsem dobrotnikom, ki so kadarkoli na kakršnikoli način pomagali, ob tej priložnosti tudi iz srca zahvaljujem. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, sedaj pa predstavljam gospo Marjanco. Slišal sem, da je nekaj posebnega doživela v tem minusnem kraju Medžugorje in odločila se je, da bo to tudi zaupala našim gledalcem pot poti. Lepo pozdravljeni in kaj in kje ste doživeli? Medžugorje, čudovito. Jaz sem že imela poškodbo hrbtenice in so mi zdravniki rekli, da nam nikoli več nič mogla delati, ko sem imela zdrobljanje 15 vrtenc. Pa res, pa ko so pa naš gospod župnik sosedi smo si, pa so videli, kako naši trpijo, pa jaz ne morem nič pomagati. Pa so začeli moliti za uslišanje. In jaz sem pa tak občutek dobila, da moram iti v Medžugorje. Je pa šel prvokrat avtobus iz našega kraja. Pa sem pa jaz možu rekla, da moram iti v Medžugorje, meni tako vleče. Rekla, da si to kot glave ljudi, ko vidiš, da ne moreš nikamor, brez mene pa ni nič. Sem pa sinoma rekla, sem rekla, pojdi od mene, jaz moram iti v Medžugorje, meni tako vleče v Medžugorje. Pa sta pa rekla, ja, mama, bomo šla poleg tebi, če naš mogla iti, jaz sem željo imela na kraj prikazanja, da pridem. Pa sta rekla, če naš mogla iti, sem pa nje slavala. In pa res, pa sem pa može rekla, teja pa rekla, no, če moš iti, pa idi. Pa sem pa te gospodi rekla, sem rekla, jaz tudi grem v Medžugorje, vzeli pardon, pa sem pa šla. Sedela sem pa pred na avtobusi, da sem se mogla, da se nisem nič premaknila, pa ni nič, ko sem imela, sem tiste kretne, pa tiste položaj, kako pač sem bila. Pa te res, gospod sedi pred, pa me tipe gleda nazaj, ta boli. Je bilo težko potovanje, ne? Ja, grozno, pa mislite, do Maribora sem se komaj prepeljala, ko sem mogla na Kontrela, ja, tu pa 12 ur Božja, ne. To je bilo že tu čudež bil. In to je samo od prošnje našega gospoda, ko je tako moli za mene. Pa te pridemo v Medžugorje po sreči.
pa smo šli tam na kraj na Vidanje, ko so imeli vice, pa so pa gospod rekli Vicke, da imajo meni sebe, če bi lahko šla, ne, je pa rekla, ja, samo da sem pa ta zadnja šla, da sem ne smela noben nič dotakniti, pa nič, da bi, te pa sem pa zadnja, sem šla z gospodom Natar, pa sem kaj zadnje bolj postala. Te pa med vidanje, jaz čutim nekaj, da ne gre nekaj po meni, pa taki pripih je bil. Pa po koncu vidanja sem ga jaz gospoda vprašala, sem rekla, se vi kaj čutili, kaj so rekli nič. Pa sem pa te šli, jaz pa še sploh nisem mislila, da sem jaz zdrava. Jaz sem pa skozi imela tiste, kak sem hodila, tisti občutek, ja. Pa pridemo tajno do tistega gor strmo, ko je bilo pa kamnito, tako se je gladka pot, gora price smo šli od začetka, to je bilo 83. leta. Je pa bilo tako kameje gor, ne, tisto, te pa jaz stopim na kamen, pa mi nič ne boli, pa na drugo stopim, meni to nič ne boli, pa sem pa rekla sinoma, sem ga pusta me, sem ga izviš sama, tako sem lepo ga šla po srna. Pridem ko na prvi, ko so imeli vici, tisti križ, ko so imeli, ko je Marija, so kleknili, ti padem na kolene, pa pridem pa, ko še grem naprej pred Marijo. Gospod se začude, rekel, no, ko si ti tu? Sem ga, ja, gospod Žuži, sem ga brez bolečine. Ba smo se razjekala tam od sreča, od milosti, to je navezano, mora povedati, kak je to. Ne more se povedati, pa ne moreš to občutiti, pa ne moreš to izdati, kak občutek imaš, ko lahko greš, ko ti spravi, nikoli več noš na nogah, nikoli nič več delala, ti se samo v sodu daj. Pa da naenkrat lahko greš, pa da si srečen, pa to se ne da povedati. Pa so pa šli skeli, pa pređe dol, celo naša skupina došla. Jaz se nisem mogla ločiti od Marije gore. Pa pridem zadnja dol s hribom, vse me čakam dol. Jaz pa pridem tako lepo dol, jaz vam ne morem povedati, kako sem bila srečna. Sem prišla dol, sem nekaj vsakega bi objela, bi vsakega, sem nekaj tudi ne peklara, kam bi še bil, vsak sem bila srečna, da ne morem povedati. Pa sem pa vele, vse res, to je veliki čudež, to je veliko doživetja, to moraš občutiti, ne moreš to pokazati, pa ne moreš to povedati, kako v sebi čutiš. Se pravi, kljub medicinski dokumentaciji Mariborske bolnišnice je bilo, ko ste šli zopet na pregled, je bilo stanje? Ja, pa je pa sem prišla domov, ko smo pa z avtobusom domov prišli, mož je vsem že gospodijo sprašoval, kak je, če imam kakve informacije ali kaj. Nič, jaz se pa spomnila, nisem, da bi domov može kaj povedala, kako jaz sem bila čisto, nič gor so tam, ne, tem se mene bil vse tam, nič drugo nisem namislila, kot bilo tam. Pa pridemo domov, mož je kuj čaka pred vrata, ko smo se prepeljali, jaz kuj tak grem neko, ni mogel do besede. Prišel noter, šel kaj noter, kupem, pa se usedel za mizo, pa samo gledam. Pa drugi dan sem že pa jaz rekel, pogledaj, že mleko pa lahko na kano. Pa sem že na traktor šla, sem rekel, sem se videla, sem že s traktor napeljala. To je bil začetek, pa sem pa te rekel sinomu. Sin je pa rekel, veš kaj, mama, zdaj pa ti dobro bilo, ko bi ti šla za nekaj na pregled, ne, pa to. Sem rekla, veš kaj, jaz sem že zamikla čez glavo, sem rekla, pa tega obnačajo, kaj sem bila. Sem rekla, ne, pa sem pa gospod rekli, da bi pač to, da pospešil nič bolj, jaz sem pa to pogledal. Pa sem pa te šla na ringen, na zdravniki, ne, ti samo našli k svojemu, ti me je pa dal na ringen, te so pa gledali, na ves se niso me slikali, pa vse BP, ko da bi nič ne bi bilo. Te pa te zanike pa bil pa brez beseda, nič ni mogel. Je rekel, ja, tako je rekel, če mi ne moramo pomagati, da bi više. Je rekel, nikoli več noter mene ne vem, ko si tega nič, eto se
kaj drugo narediti, to je pa čisto. Sem pa še vašem gospodu župniku dali zopet besedo, da morda kako vidi zdaj utrip Medžugorja. No, preden bi jaz na tole vprašanje odgovoril, bi rad v zvezi s tem ozdravljenjem nekaj dodal. Namreč, ko je ona, ko je tukaj komaj kot naša soseda, prišla sem v cerkev, tako v rahu v nogah, ko je rekla, da nekaj čuti, da mora iti v Medžugorje, si pač jaz mislil, to so ona mora zlave izpiti. Ampak ona ni nehala nas nadlegovati. Zdaj sem se pa spomnil Jezusovih besed iz Evangelija, ko pravi, karkoli v molitvi prosite, verujte, da boste prejeli in boste prejeli. Potem sem pa nekaj ljudi, ki so bili že v Medžugorju, pripravljeni moliti in se tudi postiti v kruhu in vodi, prosil, da smo molili in se postili, da bi nam Bog dal milost, da bi ona pot v Medžugorje vzdržala in nazaj, da se ji ne bi zdravje poslabšalo. To je bila naša želja. Nismo pa pričakovali, da bo pozdravljanje. Samo toliko še. Kako pa zdaj vidite? Danes, kako jaz vidim utrip Medžugorja? Medžugorje je gotovo en veliki dar nebes zemlji. Če mi danes gledamo v svet, kaj doživljamo? Doživljamo veliki odpad od Boga. In ta odpad je Jezus tudi napovedal pred svojo vrnitvijo, da ko on pride, ali še bo sploh našel vero na zemlji. Apostol Pavel, ki ni mogel sprejeti vere v Kristusa križanega in od mrtvih vstalega, ker je bilo to za njega norost, je preganjal Božjo cerkev. Potem pa, ko se mu je prikazal vstali Kristus in je Kristusa videl vstalega od mrtvih, nas je učil, da se on evangelija ni naučil od ljudi, ampak od ljudi Jezusa Kristusa in da je on dosegel to milost, ker je bil prej bogokletnež, preganjalec in zasramovalec. Pa je po milosti Božji to, kar je. In od takrat, zaradi zvišenega spodanja Jezusa Kristusa, je imel vse, kar je prej cenil za smeti in od takrat naprej je živel samo za Kristusa. Meni je življenje Kristus. In tudi on je napovedal ta veliki odpad. Pride čas, ko zdravega nauka ljudje ne bodo prenesli, ampak si bodo za šeklanje ušes kopičili učitelje po svojih željah in se obračali od resnice in se obračali k bajkom. Morda doživljamo ravno danes ta čas. Bog pa je ljubezen in je ustvaril človeka po svoji podobi, zato, da bi dosegal večno srečo in zato nam je podal tudi svojega sina Jezusa Kristusa. In gotovo je Božja želja in volja, da bi se ljudje zveličali, ne pa pogubili, in zato nam danes pošilja svojo mater, torej Marijo, ki jo je drugi Vatikanski cerkveni zbor proglasil za mater cerkve. Zakaj nam jo pošilja? Pošilja nam jo zato, da bi nam, kakor ona sama pravi, zahvaljujte se Bogu, ker me pošilja, da bi vam pomagala, kot mati, da bi vedno začutili, da je ona res mati, samo mati in vedno mati, ter da bi nam pomagala so svojimi sporočili v tej šoli ljubezni vrnitev nazaj k Bogu po spreobrnenju. Zato lahko rečemo, da so vsa Marijina sporočila tako rekoč vabilo k spreobrnenju, da bi človeštvo doseglo Božje usmiljenje. Zato imamo tudi sedaj nedeljo Božjega usmiljenja in da bi se človeštvo vrnilo k Bogu, da bi zavladal, kot Marija sama pravi, mir med Bogom in človekom, in ko bo zavladal mir med Bogom in človekom, bo zavladal tudi mir v svetu. Če bi bilo Medžugorje
človeško delo bi že zdavnaj propadlo. To je gotovo, ne. Poglejte, kakšna moč je prikazovanje Medžugorja. Kakšno moč je imela takrat državna oblast leta 1981, vojsko, policijo, vsa druga sredstva. Na eni strani, na drugi strani pa ubogih 6 otrok, najmlajši star celo 10 let, drugi 15 ali 16 let, brez vsake moči in brez vsakih sredstev. In tu se je uresničilo to, kar je rekel Gamalijel judovskim prvakom, ko so začeli preganjati apostole in cerkev. Pustite te ljudi pri miru. Če je to delo človeško, bo tak samo propadlo. Če pa je to delo od Boga, ga pa ne boste mogli uničiti. Tako tudi Medžugorju niso mogli uničiti tega dela, ki ga je Bog, ko je poslal Marijo in Marija začela s 6 čisto preprostimi otroci. Zato je danes za mene pravzaprav Medžugorje eno glavno mesto sveta. Od vse povsod reke romarjev je kraj velikih milosti, nezasluženih milosti, je kraj molitve, je kraj spreobrnenja, češčenja Boga in tukaj ljudje najdejo mir, mir srca, ki ga svet nikomor ne more dati. Bi se naše gledalce potem morda povedali, če ste kaj posebnega doživeli v Medžugorju, čeprav ste že bili na gost naše daje, pa morda za širši krog naših gledalcev Tolenske televizije in Korenske televizije. No, dogodkov, ki sem jih doživel v Medžugorju, je pravzaprav zelo veliko in je težko izbrati najprimernejšega, ki bi morda gledalcem in gledalcem pomenil največ. Vendar se mi zdi, da je zelo potrebno poudariti tisto mojo prvo doživetje, neko prvo milost v Medžugorju. Ko sem leta 1981 bil na duhovnih vajah, pa nam je gospod Max Kozjek, da lahko rečem, on tako navdušeno pripovedoval v Medžugorju. Smo vsi poslušali in še rekli, drugi dan pa sem rekel, veš kaj, jaz pa bi šel v Medžugorje. No, on je rekel, če želiš iti v Medžugorje, ti povem tole. Medžugorje je kraj milosti, Marija ima za vsakega pripravljeno milost in to milost prejme vsak, kdo pride s pripravljenim srcem. Kdor pa pride tja kot turist, pač ne doživi ničesar. No in jaz sem začel najprej razmišljati, kaj pravzaprav pomeni biti s pripravljenim srcem, biti s pripravljenim srcem. Kot duhovnik sem vedel, da je Bog večji od našega razuma, večji od našega srca, da lahko stori nekaj, kar nam ne gre v glavo in da se lahko tudi danes Marija prikazuje tukaj, res čisto na neki novi način, na izredni način in na podaljšan način, kako to dejansko je. In ko sem jaz bil prvič v Medžugorju, sem prišel tja po temeljiti pripravi molitvi, pa tudi postu, da bi mi Bog dal neko milost, ali je tukaj na delu Bog in Marija. In tako sem ko sem bil prvič v Medžugorju 7. januarja leta 1982, med svetom mašo doživel notranji takšni mir in takšno srečo, ki ga nisem nikoli ne prej, pa tudi ne pozneje. In tako sem bil srečen, da je ta svet takrat pravzaprav za mene prenehal obstajati. In sem si mislil, če bi jaz bil v nebeški tako srečen, kot sem zdaj tukaj, bil v tem trenutku kar rad umrl. In potem še vedno so še bila potem druga razna doživetja. Jaz sem se šel nekajkrat še Bogu zahvaliti, pa Mariji, za to milost, ki sem jo doživel. To je popolnoma 100% še več prepričan, da je tukaj res na delu Bog. In nazadnje mi je nekaj v moji notranji začelo govoriti, se nimaš vse to, kar si ti doživel, pravico samo zase ohraniti. Vse to ni dar samo zate, ampak je dar tudi za druge. Začni o tem govoriti, vabi Romarja v Medžugorje, pa bodi in duhovno vodite. In tako se je potem to zgodilo.
Kako pravzaprav vi vidite nebeško mamo Marijo? Oziroma podobna videnja so tudi imeli vici oziroma tudi nekateri verniki. Kako jaz vidim nebeško mater? Videl sem tudi njeno podobo od daleč. Nejasno, tako kakor vidim sedaj vas. To je bilo 24. maja 1982 leta na praznik Marije Pomočnice, ko smo se peljali s taksijem iz Ljubuškega, ker takrat še v Međugorju nismo smeli nikjer prenočevati, niti v celi občini Čitlok, nekam spada v Međugorje. In bilo je oblačno. Šofer taksija nas je opozoril, je rekel, poglejte, ta asfalt pred seboj, kako je temen, da se pa ozrite na križevac. Pogledamo, kaj je. Pa vidimo gor, kako je bil križ razsvetljen. Ko smo prišli v Međugorje, je že okrog cerkve nekaj ljudi klečalo, molilo, pihovalo, gledalo proti križevcu. In tudi mi smo gledali in smo videli, kako je križ se počasi oblikoval v beli steber. In ta beli steber v podobo žene, ki ima razpotrte roke in gleda proti nam. Koliko časa to trajalo, ne vem, na to pa je vse to izginilo in se je oblikoval nazaj temni križ v obliki črke T, tal križ, ne? In pod križem potem bela pika, ki je postajala vedno večja in se je videla za nekako žena, ki pod križem kleči. Da bi se o tem prepričali, ali je bila Marija pod križem in klečala, smo vprašali vice, oziroma jih prosili, naj vprašajo Marijo, ali je Marija kdaj na križevcu pod križem. In Marija je odgovorila sproti vprašanje, kje pa ne bom drugod kot pod križem svojega sina. Morda še želite še kakšno pričevanje, ali je dovolj? Mislim, da bo to dovolj. Kako ste še, gospa, še kdaj poromali v Međugorje? Ja. In to je takšen milostni kraj, ki se teče spontano? To se mi zdelo, da sem jaz tam doma, da nisem tu doma od začetka, to je bilo res tam, da sem še lahko hodila, zdaj pa ne morem. To je res vsake milostne kraj, tako ljubečet. Čutek imaš tam, da si tam doma, v Mariji. Kaj pravite, gospod župnik, zakaj pravzaprav Marija je izbrala teh 6 vicev, teh 6 otrok? Ja, to pa je skrivnost. To je skrivnost. Na to se pa ne da odgovoriti, ker Bog je v svoji izbiri popolnoma svoboden, ne? In tako je tudi Marija popolnoma svobodna. Vem pa, da je v nekem sporočilu rekla, da ni jih izbrala zato, da bi oni bili kaj posebnega, ampak da jih je izbrala pač takšne, kakršni so. Ne? Gotovo je bilo nekaj v njihovi notranjosti dobrega, nekaj odprtega, sprejemljivega, da so se lahko popolnoma odprli Mariji in sprejeli Božji dar. Vse so danes ti otroci, vse so to popolnoma normalni ljudje, ne? S tem, da se morda razlikuje od nas na ta način, da so popolnoma predani Bogu, Božjim načrtom in pa Mariji in njenim načrtom in da se daje voditi te Marije materinske ljubezni in pa da so tudi na razpolago ljudem, koliko je pač sploh po človeško mogoče. Se pravi, preden še zaključimo tale pogovor. To se pravi, videli smo dvojno pričevanje in verjetno tako gospa kot gospod župnik, vse tiste, kateri imate težave, probleme in poromajte v Međugorje, verjetno se strinjate s tem mojim mislijo. Jaz bi svetovala, da vsak naj vse enkrat naj gre v Međugorje, če ne more večkrat. Bo videl, kaj bo tam občutil, pa ga bo mirom kome čakal, da bo drugič šel. Ja, hvala lepa. Sedaj pa bomo še dali gospodu župniku, da nas dopolni, oziroma nam pove še zaključno misel, oziroma... Torej, romanje v Međugorje, recimo kako danes jaz vidim romanje v Međugorje, ni vsak, ki gre v Međugorje romar. Mnogi gredo tja kot turisti.
In če greš tja kot turist, pač vidiš, opazuješ, gledaš, kaj tam se vidiš, ne dotakne se te pa milost. Ker Bog daje svojo milost samo ponižnim. To se pravi, tistim, ki gredo res s pripravljenim srcem, če si Bog tukaj na delu, daj mi milost, da te bom doživel. Mnogi drugi pa, ki gredo, iščejo Boga, ali so drugače slabotni veri, pa tudi taki, ki so močni veri, pa bi se radi v veri utrdili, radi romajo v Medžugorje na ta kraj milosti, da se Bogu za vse milosti zahvaljujejo in pa da prosijo, da bi za močno vero, da bi njihova vera bila res trdna, a ne da bi mogli biti tudi dejavni v zaupanju in pa tudi v ljubezni tako do Boga, kako tudi do bližnjega. Torej, povabilo velja. Jaz se vam, gospe, zahvaljujem in pa še boljši gospod se poslovil oziroma nas bo poskušal še nagovoriti. Torej, drage gledalke, dragi gledalci, poslušalke in poslušalci, ne vem, ali ste zadovoljni ali niste zadovoljni, potrudil sem se na neki način vam malo predstaviti našo župnijo, pa tudi Medžugorje. Vsem, ki ste nas gledali in pa poslušali, bi se rad iz srca zahvalil. In ko bom poromal v Medžugorje, bom tudi za vas vsi prosil. Prosil za to, da bi vsi imeli močno vero. Kajti vera je največji zaklad, ki ga človek lahko najde. Če se spomnimo Jezusovega evangelija, kako govoril, da je nebeško kraljestvo podobno zakladu skritemu na njivi. Ko ga človek odkrije, od veselja gre in proda vse in kupi tisto njivo. Ali da je podobno trgovcu, ki je iskal dragocen biser. In ko je našel to dragocen biser, to je vera, bogatstvo, največje bogatstvo. Torej, kdor ima Boga, ta ima vse. Kdor pa nima Boga, ta pravzaprav nima ničesar. Glejte, kako pravi Jezus v evangeliju. Kaj pomaga človeku, če bi si kdo ves svet pridobil? Vse si je nemogoče, da bi si kdo ves svet pridobil, ampak če bi si ga tudi pridobil, kaj mu to pomaga, če pa bi svojo dušo zapravil, svojo dušo pogubil. Ali če še se spomnimo misli našega škofa Slomška, blaženega škofa Slomška, kako nas je vse učil sveta vera, bodi vam lučka. Kdor vero izgubi, ta vse izgubi. Njemu luč ugasne sredi temne noči. Naj vam Marija Medžugorska, ki je mati, ki ima materinsko ljubeče srce, izprosi milost močne vere. Naj vas vse sprejme v svoje materinsko brezmaderno srce in z materinsko ljubeznim spremlja skozi življenja, da bi po poti vere, upanja in ljubezni, ter tudi po poti križa, vsi prišli v nebeško kraljestvo. Jaz sem v svojem imenu in v imenu naše televizije oziroma naših gledalcev in gospe in gospoda zahvaljujem za tole pričevanje. Beseda hvala je velikokrat premalo in želim vam obilo Božjega blagoslova in naj vam bo Bog bogat plačnik v večnosti in vam želim na vaši življenjski poti, oziroma tudi vsem vernikom, mir in dobro, vse tisto, kar človek sam potrebuje, oziroma kar na tisto pot, kar ga Bog pelje. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, da ste nas povabili in še enkrat hvala vsem. Spoštovani medžugorski romani in vsi gledalci, kateri nas spremljate, dobrodošli v naši domači oddaji Pot poti. Danes bomo slišali pričevanje in prav je, da jim predamo besedo. Pozdravljeni in na začetku se nam gospa Angelca predstavite. Ja, sem Angelca Bobežin, prihajam iz Rogaške Slatine, iz župnije Svetega Križa. Sem mama 2 sinov, žena, zaposlena, stanujem v bližini centra, tudi doma sem iz bližine. Kako pravzaprav vidite utrip Medžugorja danes in kaj ste doživeli v tem milostnem kraju Medžugorju? Ja, Medžugorje je za mene milosten kraj, kjer tečejo milosti iz neba v potokih.
če odpremo srce, se resnično to zgodi. Za mene je Medžugorje kraj spreobrnen, kraj, kjer odlagamo bremena, ki smo jih nosili leta in leta v svojih srcih. Za mene pa je Medžugorje še nekaj posebnega, kraj, kjer sem doživela velike milosti, ki se v življenju več ne daje pozabiti, zato se rada vračam tja in resnično je kraj, kjer je bil za mene srečanje z živim Jezusom, z Materjo Marijo, z Bogom, z Svetim Duhom. Za mene je bil to kraj spreobrnenja in uslišanja. Bi morda za naše gledalce pot poti povedali, kaj ste pravzaprav, kaj takšnega nenavadnega doživeli oziroma povedali tole pričevanje? Ja, jaz sem leta 96 smo imeli 18 let starega sina, športnik, živel normalno mladostniško življenje, sicer lahko rečem že bolj po New Ageu, kar ponuja ta trenutek svet. Ta naš sin je zbolel z zelo nenavadno boleznijo, dilatativno kardiomopatijo, se pravi, njegovo srce je oslabelo do te mere, da so v vseh naših bolnišnicah slovenskih ugotovili, da je potrebno presaditi srce. Za nas je bila to velika preizkušnja. Srečali smo se z boleznijo, z travmo, lahko rečem, za celo našo družino. In po Božjem naključju smo se srečali s karizmatiko v Ljubljani, tam videli, kako Jezus ozdravlja, da je Jezus živ. Čeprav smo z možem prihajala iz vernih družin, vendar tradicionalnih, nažalost, nismo poznala živega Jezusa. Na tem srečanju v Ljubljani, pa na srečanju z patrom Tardifom, pa smo srečala živega Jezusa. Začela smo za našega sina moliti, romati. Veliko smo romala z rožne vence v roki po celi Sloveniji, na kar pa sem 98. leta poromala sama v Medžugorje. Klečala sem v cerkvi in prosila Marijo za ozdravitev, za to, da bi ne bilo treba presaditi srce, ampak da bi Jezus naredil čudež. 3 dni sem bila na kolenih in po 3 dnevih me je opazil pater Slavko Barbarič, pater, ki je legenda Medžugorja. Poklical me spovednico in mi rekel, veš, ženska, že 3 dni te gledam, da trpiš, povej mi, zaupaj mi skrivnosti, kaj te teži. Jaz sem mu povedala, da pač se čaka sin za presaditev srca. Jokala sem, on pa je rekel, veš, ne joči, skupaj bomo prosila Marijo. Tisti trenutek je on položil svoje roke na mojo glavo in prosil Marijo, da naj ona sprosi pri sinu za to ozdravitev. Rekel mi pa je, zvečer je Jezus na oltarju, idi k njemu. Jaz sem resnično šla zvečer v cerkev, bila je veliko ljudi, jaz sem pokleknila pred Jezusa, bila najsvetejša na oltarju in pričela sem z molitvijo. Že na samem začetku, takoj ko sem pričela z molitvijo, sem začutila eno nenavadno vročino, začutila sem dreget po celem telesu in v mojih prsih je začela navalovanje. Imela sem občutek, da bo moje srce skočilo iz prs. To je trajalo celo uro. S kraja mi je bilo strah, sem mislila, zdaj pa se pravi, moram umreti za nekdo, da bo to nekdo ozdravil, ne vem kaj vse, ampak Sveti Duh je dal to milost, da sem dobila tako močno misel, da Jezus presaja srce mojemu otroku. Jaz sem to sprejela in resnično verjela v to. Jaz nisem celo noč zatisnila očesa in drugi dan, ko sem priromala domov, so me vsi v domači hiši počakali za mizo. In prva beseda, ki sem izgovorila, sem rekla, sin, ali si ti noč čutil, kaj da se je v tvoje srcu kaj dogajalo? Je rekel mami, ti nisi normalna, ti fantaziraš, ti in vera in molitve in duhovnike, ne bodi hecna, se to ne more biti res. Vendar jaz sem rekla, sin, ti si ozdravljen, Jezus je se noč presadil v tvoje srce. Zdaj vem, da je to temelj vere, kar ste prosili, verujte, da ste že prejeli. In resnično Bogu hvala za te velike milosti. Naš sin je resnično ozdravel. Jaz ne vem, kdaj je mogoče tisti trenutek, ko sem jaz to doživljala večer, naslednji dan jaz tega ne vem, ampak naš sin je čez neki določen par dni svojo sobo pospravil, začel z novim življenjem. On sam tega ni mogel verjeti niti priznati, vendar Jezus ga je po nekem določenem času poklical k spreobrnenju. Sin je srečal Jezusa in lahko rečem, to je nekaj najvažnejšega, kar se nam lahko v življenju zgodi, da srečamo Jezusa. In se res Bogu in nebesom in Mariji in Svetemu Duhu zahvaljujem za to, kar sem doživela. To je za mene bilo
milostne trenutki, kar jih ne znam niti opisati prav z besedami, to so bili trenutki, ki jih lahko samo človek v srcu doživiš. In zdaj vem, da se stvari, ki se godijo, lahko izročijo Jezusa, ampak to z pravo ponižnostjo, z molitvijo, z čistim srcem. In Jezus takrat sliši naše molitve in jih uslišuje, vendar zgodi se tisto, kar Bog želi, ne tisto, kar mi, ampak Bog vidi, kaj je za nas dobro. In takrat nas usliši, ker vidi, kar je za nas resnično rešitev. Verjetno velikokrat poromate v Medžugorje. Pa zakaj je pravzaprav Marija izbrala tole mesto Medžugorje? Ja, zelo veliko poromam Medžugorje. Sem res hvaležna temu kraju in Mariji, da se je dotaknila teh zemlje, svete. Lahko rečem, da zelo velikokrat poromam. Večkrat na leto grem z različnimi skupinami. Lahko rečem, da zavedno doživljam to milost dol, to bližino Marijino. Medžugorje je Marija zbrala, mislim, da potem, ker je bil to en poseben kraj, kjer se je veliko molilo. Baje, da se po Medžugorju ni hodilo, da nisi slišal iz vsake hiše rožnega venca, da se tam ni bil upravljen noben splav, da so resni ljudje preprosti, živeli v čistosti, v preprostosti, tako kot Jezus pravi v Svetem pismu. Živite v ponižnosti, v dobroti, v poštenosti in se vam bo razodel. In mislim, da je Marija zbrala samo zaradi tega ta kraj in tudi potem, ko je prihajala, jim je posebej naročila, naj ostanejo v skromni ponižnosti in v molitvi naprej, da se bojo lahko tudi romarji tam spreobračali in resnično čudeži se dogajajo tam poromajo ljudje iz celega sveta, doživljajo spreobrnenje, oddajo to breme, ki ga nosijo leta in leta. Recimo sem bila s skupino ljudi, ki je bil gospod, ko ni bil 64 let pri spovedi. On je poromal samo zato v Medžugorje, da je tam to odložil in lahko rečem, da je bilo to velika, velika milost za njega in tudi za nas, še skupino, ko smo poromali z njim, da je šel domov lahkega srca in očiščen, pripravljen za tisto, kar bomo odišli k Bogu takrat, ko bo potrebno. Se verjetno strinjate s tole mojo tradicijo, da vedno, kar poromate na Križevec oziroma tudi Brdo ukazivanja, da je vedno polno ljudi in vse teče v miru, spontanosti, brez sedarjev, kot da smo prišli na nek drug konec sveta. Ja, lahko rečem, da se res popolnoma strinjam. Jaz sem velikokrat dol tudi takrat, ko je 100 000 pa 200 000 ljudi, vendar tega ne zaznaš. To je mir, to je res kraj miru, kraj ljubezni. Zliva se to vse neki tišini, nekem miru, to poteka. To so kolone in kolone ljudi, to so skupine, grupe ljudi, ki prihajajo moliti, slaviti Gospoda, vendar drug drugega ne oviraš, greš v ponižnosti, slišiš, 10 različnih jezikov molitve, vendar vsi eno, vsi verujemo v Boga in vemo, da je tam prisotnost, vemo, da moramo biti ljubeči do drugega, moliti drug za drugega in resnično hoditi v nekem prijetnem vzdušju. In se pravi, to je sam kraj, ker to pripravi, to se ne rabiš nič nekaj posebej truditi, ampak to je milina, ko stopiš z avtobusa, to se je v enem drugem, mislim, da je res to predverje nebes, lahko jaz rečem temu predverje nebes. Bi morda za naše gledalce poti po celotni Sloveniji in tudi po svetovnem spletu izven lepe naše domovine Slovenije še kakšen priporočilo na Medžugorje? Ja, lahko rečem, da res kličem in vabim vse, pridite, poglejte. Medžugorje še sicer ni priznano, ker dokler se dogodki dogajajo, dokler se Marija prihaja vsak dan še v Medžugorje, tem vicem, Tremše vsak dan, cerkev ne sme tega priznati, dokler se to dogaja, ko bo to končano, bo cerkev seveda po vseh teh komisijah svojih začela preiskave oziroma že se spremlja vse to. Vendar to je kraj za mene, kraj spreobrnen, kraj molitve, kraj uslišanja molitev, dogajajo se čudeži, jaz sem priča prelepih stvari. Vete, ni samo to, da fizično zdraviš, mislim, da je več to, da duhovno zdraviš, da sprejmeš Gospoda, da ga srečaš, ker mislim, da je življenje našo ena sama pot, romanje in to romanje je zelo važno, da na tem romanju srečamo Jezusa in Mater Marijo. Naša Mati Marija je velika priprošnica, mi se izročimo, ona pa z nami in pred nami in z nami moli pred svojim sinom Jezusom za te naše uslišane prošnje. In res lahko rečem, pridite, naj bo kar težava, kakršnakoli, naj bo to finančni zlom, naj bo to smrt družine, naj bo to nesoglasje, naj bo to razpad, tik pred razpadom vašega zakona, jaz vas vabim, pridite v Medžugorje, izročite sebe, izročite svojo družino, izročite svoje otroke, izročite vse Mariji in prosite jo, naj ona izprosi pri Jezusu te milosti. Jaz verjamem, da boste čistim srcem, ponižnostjo molili,
Gospod vas bo slišal, on je v vašem srcu, sprejeli smo ga pri svetem krstu in smo Božji otroci in smo dediči in Gospod nam je v svetem pismu obljubil, če boste prosili v ponižnosti, vam bom dal tisto, kar boste prosili, oziroma vam bom dal celo več. In jaz moram povedati, da sem resnično dobila več, kot sem prosila in sem Bogu za to izredno hvaležna in ga vsak dan v molitvi slavim, častim in molim in se mu zahvaljujem. Gospod Angelca, jaz se vam v svojem imenu in v imenu naših gledalcev, pa v imenu tudi naše televizije, zahvaljujem za tole pričevanje, za te lepe misli, besede in v življenju vam želim obilo Božjega blagoslova in še obilo romanj v Medžugorje. Hvala lepa in nasvidenje. Enako, hvala lepa, jaz tudi vam vsem. Dragi prijatelji pred malimi ekrani, sedaj pa pozdravljam duhovnika Špeliča in ga prosim, da pove kakšno doživetje, ki ga je doživel v Medžugorju. Prosim. Večkrat sem romal v Medžugorje, prvič 8 leto od prvega videnja. Imel sem izredne milosti pri teh videnjih, ki jih ne morem opisati, ampak eno pa. Marija mi je pri enem izmed videnj rekla, duhovnik boš. To sicer nisem mogel sprejeti, s dvomom sem. Celo rekel Mariji, če se kdaj zmotila, si se zdaj sigurno. Kajti bil sem 60 let star, poročen sem bil. Kako bom postal duhovnik? Pa vendar, žena je čez 4 leta umrla. In ko sem obiskal gospoda Načkova, doktor Alojza Šuštarja, mi je rekel, saj le bi pa lahko postal duhovnik. Gospod Načkov, kako ne bi postal duhovnik? Jaz sem star. Veste pa, da nisem zaključil teološkega študija, da sem samo 5 let hodil na redna predavanja, 6. letnika pa sploh ne. Če je Božja volja, te bom posvetil. Tako mi je odgovoril. Uredil je pri dekanu teološke fakultete, da mi je določil profesorje, pri katerih sem opravil izpite. In tako sem bil 11 mesecev po ženini smrti, 21. decembra, 21. novembra, 93 posvečen duhovnika, 23. sem imel pa novo mašo. Prej sem bil 10 let dijakon, stalni dijakon. Bil sem na župniji Bohinjska Bistrica in tam me je gospod Načkov tudi posvetil. Novo mašo sem imel pa na Brezjah. Med drugim je v Medžugorju Marija tudi naročila, naj obnovimo na pozabljenem in zapuščenem kraju molitev. Dano nam je bilo po duhovniku, župniku Razingar Jožu, da smo spoznali, da je ta pozabljen kraj Kurašček. In tam smo v enem letu, ko smo začeli v enem letu popolnoma iz ruševin, dogradili lepotico, cerkev posvečena kraljici miru, kakor je bila posvečena prej, predno so jo porušili. Hvala lepa.
Medžugorski vici, Vicka, Jakov, Marija, Mirjana, Ivan, Ivanka. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu skritemu na njivi, ki jo je človek našel in zopet zakopal. Od vsega na njim gre in proda vse, kar ima, in kupi tisto njivo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zahvaljujem se vam za ogled oddaje, vsem pričevalcem se zahvaljujem in naj jim bo Bog bogat plačilnik v večnosti. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pišite nam še naprej na elektronski naslov pod@planet.si. Zahvaljujem se vam za pozornost in nasvidenje do naslednjega snidenja. Z Bogom nasvidenje. Še vedno smo v oddaji Pot poti, dragi moji prijatelji. Kdaj ste pa pravzaprav, gospod župnik Maks, prvič slišali za Medžugorje, odšli? Za Medžugorje sem prvič slišal v začetku avgusta 1981 leta. Niti še ni bilo 2 meseca po začetku prikazovanj. Moj prijatelj, duhovnik Janez Kompare, je šel v Split k svoji sestri na oddih. In ko je prišel na letališče z avionom, je prva beseda, ki jih je sestra spregovorila: Janez, a veš, kaj se tle dogaja? Marija se prikazuje. Je rekel, kjerkoli se usedel, v gostilni, v restavraciji, ljudje niso drugega govorili, kakor o tem, kaj se dogaja v Medžugorju. Drug dan se usedemo v avto in gremo v Medžugorje. Rekel, ko mravlje so šli na tisto gor ljudje, po vsakem v rokah rožni venec. Je rekel, tudi če se ne bi Marija prikazovala, to nekaj pomeni. In potem sem se pa priključil prvemu avtobusu, ki je šel iz Slovenije, 22. oktobra 81 leta. In potem sem bil tisto leto še 2-krat. Kako gledate na ta milostni kraj Medžugorje, Brdo ukazivanja? Ubogi ljudje, ki Medžugorje ne poznajo in ne doživijo. To je odkritje, to je zaklad. To je novo versko duhovno obzorje, ki ga človek doživlja. V Medžugorju se izpolnjuje, kar je napovedal že apostol Janez, in odprlo se Božje svetišče nebesih in videla se je skrinja Gospodove zaveze. In prikazalo se veliko znamenja na nebu, ženo obdano s soncem, pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Bila je noseča in je vpila v porodnih bolečinah in mukah. Jaz sem patra Zavko, da ko je prišel iz zapora, sem ga vprašal, če so danes tisti časi, ki jih svetopismo to omenja. Je rekel, so. In kdo je tisti otrok, ki ga bo ta žena rodila? Je rekel, to je Marino delo v Medžugorju. Lepo. Potem je tudi Križevec, to je tudi en takšen milostni kraj. Da. Prav na Križevcu smo večkrat Marijo videli, pa ne od blizu, ampak od cerkve na Križevac. Smo večkrat leta 82
smo vsak mesec, ko smo prišli v poletnem času, videli Marijo. Pa ne samo jaz, vsi moji romarji smo jo videli. Kakih 20 cm srebrno bela ženska postava se je pojavila v zraku, gor pri križu in 3-krat nam je vedno pomahala z rokami v pozdrav. Kako je bilo pravzaprav tisto prvo srečanje, ko ste se srečali z Marijo? Da, to je bilo 25. maja 1982 leta. Takrat smo stanovali v hotelu Ljubuškem, 10 km iz Medžugorja, in je avtobusa nismo mogli dobiti še takrat, da bi nas romarje prevažal, zato smo se vozili s taksi. Taksisisti so bili pa poceni in smo se kar lepo imeli. In prvi so šli zjutraj že o 5, jaz sem pa moral kot vodja počakati, da je šel ta zadnjo, da dal ključe, potem sem pa lahko šel iz hotela. In tako so eni šli že o 5, drugi pozneje. In tisto jutro se je Marija prikazala 3-krat. Ko sem jaz prišel 7:30 pred cerkvijo, pa je na romarca skočil mene, prav kje s pohoda, mi smo pa Marijo videli. Bilo mi je malo krivo, jaz bi je tudi rad videl. In potem gledamo proti križu, dež je padel, bije pa se svetu, kot da je srebrn. Danes je belo poštrihan, pobarvan, takrat pa ni bil, je bil pa siv beton. In naenkrat, ko da se na podstavku odtrgal in je po zraku zaplaval, 2-krat se okrog obrnil in potem je začel pa absorbirati in so ostale samo svetleče črtice. In pred tiste svetleče črtice se je postavila srebrno-bela ženska postava. Da bi jaz videl oči, obraz, ne, jaz sem videl tam samo krog bel. Barve pa take ni na zemlji, ni srebro, ne belo. Nekaj posebnega. Drugi so rekli, da so videli tudi Marijin obraz, jaz tega nisem videl. Bilo se je to, pokleknili smo, molili in ves rožni venec smo jo gledali. Takrat sem si mislil, če bo v nebesih toliko, bo dovolj, ni treba, da je še kaj več. Čeprav vidim veliko radost na obrazu, pa srečo, pa morda za naše gledalce, kakšni so ti občutki? To je nekaj neverjetnega, da človek vidi nebeško mamo Marijo. Kaj ga pravzaprav takrat prevzame? Izredna sreča. Izredna sreča se takrat čuti. Takrat, če bi mi eden rekel, mi daš avto, tle imaš ključe, pa beži, pa pusti me pri miru. Pusti, da jaz to uživam. Doživljam to. Še kdo drug iz te vaše skupine doživel kaj podobnega? Verjetno v teh letih romanja, koliko let že romate v Medžugorje? Zdajle oktobra je bilo 25 let. 25 let? Ja. So ostali romani tudi kaj podobnega doživeli? Ja, z menoj so vsi doživeli še celo več kot jaz. Še celo več? Bolj natančno so videli, kot sem jaz videl. Tako so pripovedovali. Kaj mislite, zakaj se je pravzaprav, morda malo skeptično vprašanje, je pa dobro namerno, zakaj pravzaprav se Marija določenim ljudem pokaže oziroma jih nagovori? Kaj menite? No, že v začetku sem omenil, da se izpolnjuje razodetje apostola Janeza in odprlo se Božje svetišče v nebesih in videla se skrinja Gospodove zaveze. Marija je skrinja Gospodove zaveze. Mi smo skrinja Gospodove zaveze videli. To je tisto. To je Marija, da je pogosto dol omenja, da so to posebni časi milosti. In to tudi čutimo, da to je. Samo še vedno premalo je ta zaklad, ki ga je Bog dal na zemljo po svoji materi, premalo izkoriščen. Kako pravzaprav potekajo te maše oziroma v veliko jezikih v cerkvi svetega Jakoba v Medžugorju? Torej danes, ko je uvedeno v katoliški cerkvi somaševanje, je to pač enostavno. V 2 krajih se v kapeli in v cerkvi se običajno vrstijo maše, največkrat so v 10 jezikih. En dopoldne. To je tudi veliko število duhovnikov, vernikov. Da. Potem je tudi v Medžugorju Park miru, kip stalega Jezusa, verjetno tudi. Da, to je delo slovenskega kiparja, ki je to naredil in tam se dogaja čudež.
da noga tega Jezusa se stalno solzi. Vse, kadar sem bil, tam je vedno zatekle kaplje iz nje. Je pa verjetno to namenjeno, da ljudi nagovori, oziroma da pokaže. Sigurno. Sadovi Medžugorja so tudi Majčino selo, Dženakolo, pa še morda še kaj več. Oja. Dženakolo sploh ne, tam so od 80 do 100 fantov, nekdani razbojniki, ki se danes so nam posebno vzgled. Fantje molitve, odpovedi, ki zavračajo televizijo, časopise, skratka vse in glavnem je molitev. Mnogi med njimi še po noči vstajajo in gredo pol ure v kapelo k molitvi. To je zelo lepo, ne? Ja. Potem so še druge skupnosti, je še dekliška skupnost v Medžugorju in še ena fantovska skupnost, ki ima podobno, ki je pa, katere ustanovitelj je pa pater Slavko, pokojni pater Slavko, je pa toliko razlike, da sestra Elvira, ki je ustanoviteljica Dženakola, ona zahteva za vsakega kandidata polletno pripravo, hoditi na predavanje in živeti zdržno, brez mamil. Dočim ta druga skupnost ima pa drugač enak program, vzemljajo jih pa tako iz ceste, brez priprave posebne. Če se še vrnemo na te medžugorske dogodke, bili ste tudi na zaslišanju v Čitlaku. Verjetno gledalci, saj velika večina v slovenskem prostoru ne ve, da takoj po prikazovanjih se ni smelo iti na Brdo Kaziva na Križevce. Je to res? Prva 2 meseca je dala takratna ljudska oblast vso svobodo. Mislim, niso še vedeli, kaj bo to. Potem so pa na Crnici, kraj, kjer se je Marija prva 2 meseca prikazovala, našli 2 politična napisa. Na enem je pisalo Marija reši Hrvaško, na drugem pa Marija reši nas 40-letnega suženstva. Šef notranje uprave v Čitluku, kjer sem bil jaz na zaslišanju, mi je rekel, pravi, ljudi pričajo, da smo to mi napisali, pa nismo. In to je bil potem povod, da je to politična zadeva. In so začeli nasprotovati, dali so stražo civilne zaščite na 12 mestih, noč in dan so morali stražo držati pol leta, potem so se pa uprli, pa niso hoteli več. In prepoved je bila obiskovati te svete kraje, kot je Crnica, Križevac in tako naprej. Menim, da je še tudi dobro omeniti, kaj se je zgodilo z fra Zovkom, ko je bil zaprt, kaj se je takrat dogajalo z ljudmi, tiste trenutek, kako so reagirali? Torej, pater Zovka so aretirali, so ga 16. augusta 82. 16. augusta 81. leta. O 5. zjutraj so ga vklenili na posteli. In dvorišče je bilo že polno romarjev. Mislim, je bil potem, najprej bil obsojen na 3 leta zapora, potem je pa advokat iz Zagreba zbil na 1,5 leta. Rekel je pa advokat, da je prvič doživel, da ni bil sojen človek, ampak evangelij. Ker je v cerkev na Veliki Šmarn pridgal, da so primeri, ko so ljudje 40 let niso spovedovali greha, sedaj se ga spovedujejo. 40 let so živeli v suženstvu greha, sedaj so živeli svobodo Božjih otrok. In so rekli, da je mislil na 40-letnico komunistične oblasti. In ko je bil potem v zaporu, so prihajali v vesti, kaj vse se z njim dogaja. Njegova ječa je bila večkrat čudežno zvečer razsvetljena, brez kakršnekoli razsvetljave, sredstvo. In ječa zvečer so zaklenili, zjutraj so našli odklenjena, vendar je župnik ni pobegnil, je ostal noter. In ko je prišel domov, sem ga za te stvari šel vprašati, kako je bilo s to razsvetljeno ječo, pa je rekel, da, 2 paznika sta o tome pričala, drugi so videli. Pa sem ga vprašal, ali se vam je v zaporu Marija večkrat prikazala? Je, povedal. Ali so zdaj tisti časi, ki jih omenja apostol Janez in prikazalo se bo veliko znamenja na nebu? Rekel so. In je... Potem sem zvedel tudi, da se mu je
Nekajkrat je Marija vidcem pri večernem videnju pokazala tudi župnika v zaporu. Enkrat so pa celo lahko govorili med seboj. Potem tudi ljudje so verjetno molili tisti čas, ko so ga zaprli. Ja, seveda. Kako je to izgledalo? Seveda. Tista prva leta ni bilo v Medžugorju nobene gostilne, en bife je bil precej daleč od cerkve stran, pa tiste 1 ali 2 špicerijske trgovine za domačine, ničesar. Vsake pol ure je krožil po Medžugorju miličarski avto in vozili so nas, jaz sem bil na zaslišanju enkrat, na zapisniku, učitelju, pa tudi drugi romarje so vozili tja na zaslišanje. Ampak Božja milost je delovala. Brez zunanjih pripomočkov, danes je vsega dol, kar hočeš. Takrat ni bilo nič, ampak mi smo se počutili srečni, mi smo doživljali Marino bližino in še in še in še in to bi človek... Težko opisati z besedami, ne? Ja. Je res, da so takrat, ko so ljudje zvedeli, da so Zovka zaprli, da so molili, zaustavili tovarne, koliko časa to bilo? Takrat, 25. oktobra 81. leta, ko je bila sodba v Mostarju. 400 prič je dobil advokat v Medžugorju, da so razumeli pridigo versko. Druga stran jih je pa dobila 12, rekli so, da so jih celo plačali, ne vem, da so rekli, da so razumeli to politično, tistih 40 let. Sodba je trajala 2 uri in ko se je sodba začela, se je Marija na križovcu prikazala vsem. Rekli so, da je učitelju tovarna prenehala z delom, so šli ljudje ven in zunaj na dvorišču molili in gledali proti križovcu, gledali Marijo. Jaz sem pa takrat bil en dan prej dol, sem pa že en dan prej smo, ali tisto jutro smo odpotovali. Tako da mi tega nismo doživeli. Naša slovenska skupina. V oddaji Pot poti gostimo zelo nam je v čas gospoda župnika Maksa Kozjaka iz Zasavske Svete Gore, ki je za svojimi očmi videl nebeško mamo Marijo, ki pravzaprav vsak mesec poroma v Medžugorje. In zanima me, kako pravzaprav vi vidite vice od začetka do zdaj? Kaj je pravzaprav to namen? Torej, v začetku sem se z vici večkrat srečeval, zdaj se jih pa ne iščem več, ker so tudi oni ljudje in potrebujejo tudi oni življenjski mir. Jaz romam dol k Božji materi. Vedno doživljam njeno navzočnost, njeno prisotnost, nikjer drugje, nikjer ni take maše, kot je v Medžugorju. Nikjer? Nikjer. Tako tako duhovno doživeti, kot je v Medžugorju. Kako to izgleda, če se malo doveden? Ja, izredno notranje duhovno počutje, občutek sreče. Katero je bilo vaše najbolj številčno romanje v Medžugorje? Prva leta sem vodil 15 posebnih vlakov iz Slovenije. Največji vlak je bil 774 romarjev. To je veliko številko. Ja, to je bil prvi vlak, 774. Pa nismo imeli možnosti nikjer objaviti v kakšnem časopisu, ne v radiju. Samo enkrat je radio poročal to objavo, pa je bilo takoj prišla prepoved, drugič že niso smeli več prebrati. 774 in ves denar so moji organizatorki v Ljubljano romari naprej poslali po pošti. Lepo, lepo. 15 vagonov je šlo. Čudovito. In enkrat je bil en teden, da smo imeli 2 vlaka, ker enkrat enih ni mogel vseh sprejeti, da so potem, ko sem prišel domov, smo se drugi dan takoj spet na vlak in smo se odpeljali z novim vlakom. To je bilo čudovito. In vsak vlak je bil ozvočen. Po celem vlaku smo hkrati prepevali, molili, imeli smo gor bife za zbiranje, spovedovanje. Do 2 zjutraj smo običajno duhovniki spovedovali, en vagon je bil določen za spovednico.
Enkrat je zdaj že pokojni kapucin, pater Stanko iz Škofje Loke, je rekel, kdor ne verjame v Medžugorje, ne gre samo enkrat na posebni vlak spovedovati, pa bo videl, kako se gore rušijo. Je res, da bi lahko skoraj dejali, da je Medžugorje ena velika spovednica, saj tu ljudje odložijo velika vremena. No, to vse zraven, to skupaj spada. Nebeška mati ima tu svoj načrt, Jezus prav tako svoj načrt s tem Medžugorjem, sem je pa še daleč škoda, da ta stvar ni izkoriščena tako, kot bi lahko bila. Kaj mislite, zakaj? Ali ljudje niso toliko dovzetni, ali so toliko v materialnih dobrinah? Kaj menite, zakaj? Da, materija je veliko kriva tega, da se človek te duhovnosti ne sprejema. Mislite, da smo Slovenci dovolj odprti za Marijina sporočila, ali smo še vedno tisti... Pred to jugoslovansko državljansko vojno smo bili Slovenci v Medžugorju procentualno najštevilčnejši. Najštevilčnejši. Slovenci. Drugače, po številu so bili Italijani, smo Italijani veliko več. Drugače, procentualno smo bili pa Slovenci najštevilnejši. Najbolj. Zdaj pa ne več tako, toliko kot prej. Takrat je bila skoraj vsak dan slovenska maša v Medžugorju. Skupine za skupine so hodile. Mislite, da je slovenski človek še vedno navajen na tisto hlapčevstvo, ali tu je to tisto pomanjkanje vere, molitve? Slovenci smo narod z občutkom manj vrednosti. In tega se najbrž ne bomo nikoli znebili. Nikoli? Najbrž ne. In to je za nas samo škoda. Bi morali imeti tudi več svojega ponosa, tudi verskega. Menite, da lahko tudi bolezen, kakšna izkušnja, oziroma da se človek iz bolezni tudi kaj nauči dobrega? Sigurno. Bog človeško življenje vedno obrača proti večnosti. Tudi za ceno težkega trpljenja. Ker ne more drugače, ker nam hoče in želi najboljše, zato naše življenje obrača proti večnosti, proti najvišjemu dobru, proti zveličanju. In velikokrat gre to za ceno težke bolezni. Ali neke katastrofe, ker nas mora nekaj presuniti, da bi človek šel vase in napravil tisti red, da bi bil sposoben sprejemati, kar nam Bog ponuja. Pa verjetno nas nebeška mama Marija vedno spodbuja, bodri, da pridemo bliže Jezusu Bogu v teh sporočilih. To ima tudi ta sporočila. Marija nam nima pravica ukazovati. Marija vedno prosi. Marija nas prosi. Si moramo to predstavljati. Ne? Vsakega 25. Je tudi Marijino sporočilo, ki je tudi objavljeno na spletni strani www.živilko.com in ste vljudno vabljeni vsi tisti, ki ga želite videti, in tudi vse radijske postaje, kjer je možno, kjer so slovenski romani zgradili Mariji v času 25. obletnici, da so prenesli ta Radio Mir v Medžugorje. Kaj pa vi menite za našo mladino? Ja. Veste, človek je tako, kot v vetru tega sveta živimo. Veter nas obrača levo in desno. Vreme, vse to vpliva, na življenje. In kaj danes vse življenje ponuja? Vse mogoče stvari. In danes bi lahko rekli, da je tudi katoliška cerkev okupirana od hudobnega duha. In da ta okupator se ne da znati drugače, kakor z molitvijo in postom. Kajti z molitvijo mi delamo kontakt z Jezusom, z odrešensko centralo. In potem nam po molitvi Jezus lahko pošilja odrešensko milost. To je zame nekaj podobnega, kakor elektrarna, ki ima proizvodne elektrike, ogromne energije, in od nas potrošnike je odvisno, ali bo ta energija izkoriščena, ali bo ostala neizkoriščena. Tako je tudi z odrešensko milostjo. Se pravi, da obstaja to bitje, hudič,
Na kakšen način se mu pravzaprav še lahko upremo? Je to rožni venec? Ali... Molitev je ta prva. Marija vedno naroča molitev in post, da hudobnega duha izganjamo oziroma onemogočamo njegovo delo. Ker hudič sam po sebi nad človekom nima nobene pravice, človek je Božja lastnina. Če ga pa človek povabi, pa hudič se velikodušno odzove k sodelovanju. In to ga družine ga čutijo doma, vse posod se čuti ta strahoten vpliv. Kako bi se jim pravzaprav lahko uprli? Mu uprli težko? Je ni drugega. Molitev in post. Molitev in post. Kdo so pa pravzaprav satanisti? Satanizem je nastal leta 1896 leta v Ameriki. Verijo v Luciferja, da je Lucifer samo začasno premagan od Boga in da bo prišel čas, ko bo Lucifer premagal Boga. In zato se ti ljudje, ki imajo to versko prepričanje, se zbirajo k posebnim obredom, ki jim rečejo črne maše. Materija za črno mašo pa potrebujejo eno posvečeno hostijo iz katoliške cerkve in eno mlado punco. Kaj potem s tem počenjajo, ne vem. Je pa to verjetno zelo kruto, ne? Samo to vem, ko sem bil v Ameriki, so tam rekli, da po enem takem obredu so tisto punco potem zunaj tistega obrednega prostora našli mrtvo drug dan. Zelo krute stvari. Ja, ker se satanisti se trudijo, da bi na najbolj nagnusne načine skrunili Božje zapovedi. Kako je pa s sektami? Te se tudi širijo v slovenski prostor oziroma povsod. Tega verjetno v prejšnjem času, v prejšnjem režimu ni bilo toliko. Ne. Torej, jaz sem premajhen strokovnjak, da bi dajal na vse te neke strokovne odgovore, vendar si zase privatno to zamišljam tako, da človek, ki je bil rojen, vzgojen, popolnoma brez vere, pa če nekaj najde, ki ga duhovno dviga, je bolje kot nič. Kako pravzaprav se lahko človek opre na moč milost Svetega Duha? Torej, Jezus se nam ponuja po svoji materi. Marija je rekla v Medžugorju, zakaj se toliko trudite, izročite vse meni, bom jaz naredila to meno iz vas. Marija hoče biti prisotna v našem življenju. Zato je potrebno, da se človek vsak dan posveti Mariji, daruje svoje življenje in svoj dan, ki ga hoče preživeti. To je velikanskega pomena, da bi mi čim več dobrega odrešenskega naredili na tem svetu. Kajti življenje je enkratno in podarjeno. To je dar. Ja. Kako pravzaprav, če še na koncu strnemo, kako pravzaprav nemeška mama izgleda? Je to težko sploh opisati v besedah? Nič ni težko opisati, ker kakor smo videli, tako lahko povemo. Jaz sem pač videl srebrno-bela ženska postava. Vedno je imela pod nogami kroglo. Naprimer, enkrat je šlo še na črno, takrat še ni bilo dovoljeno, 40 mojih romarjev na goro Križovac. 16 je šlo pa na Crnico. Pa je bila, ta glavna pot je bila zastražena, smo šli okrog po Grmovju, smo gor zmolili 2 ali 3 zdrave Marije, pa smo tekli nazaj dol. Ko smo se dol obrnili, pogledali na Križovac, smo videli naše romarje črni venice okrog križa, 1 meter nad glavami se je pa svetila Marija. In Marija je takoj zginila, tista krogla, ki ima pa Marija pod nogami, smo jo pa gledali pol ure. Pol ure. In so naši romarji so rekli, da niso nič videli, počutili pa so se zelo srečni. Kaj se ne bi? To je res velika sreča. Ja. Pravim, verjetno je tudi podoben občutek takrat, kot vici se pogovarjajo. No, sigurno, mislim, to je... Pa človek je v kontaktu z najvišjo srečo. To je res velika sreča in milost. Na eni strani pravzaprav bi lahko ločili 2 vrsti videnj. Osebna videnja in videnja, ki jih vidijo vsi verniki, ne? Torej, v Medžugorju vici, najprej še 4, zdaj še 3, oni vidijo Marijo na metrski razdalji,
trodimenzionalno in z njo kontaktirajo. Nam ostalim romarjem se je pa Marija občasno prikazovala. Največ smo jo videli 82 leta, takrat smo celo poletje, vsak mesec smo Marijo videli. In sestra zakristanka mi je rekla, Slovenci imate posebno srečo, cel mesec ne vidimo Marije, ko pa Slovenci prijete, se pa prikaže. To meni da nekaj misliti. Je, ne? Marija na nas računa, malo več, kot si mi mislimo. To se pravi, to je že povabilo slovenskemu človeku, oziroma nagovor. Da je slovenski človek v svoji zgodovini zgradil 406 Marijinih cerkva. To nekaj pomeni. To je res. In pravzaprav tudi človek, ko pride v Medžugorje, gleda te velike trume ljudi, brez redarjev, vse teče spontano. Kaj menite, zakaj je to tako? No, danes je nek prometni red. Prvo obletnico, ko sem bil dol, takrat smo z avtobusom čakali do 11:02 ure, da smo se lahko uvrstili v promet. Taka gužva je bila, vse polno, nisem mogel dali kamer. Ampak nobene jeze, nič, vse mirno, lepo čakali in ko smo prišli na vrta, smo šli, vse je bilo lepo. In kljub temu, da ni bilo nobenih teh zunanjih stvari, ne trgovin, ne gostil, nič, ampak mi smo znotraj doživljali, znotraj Božja blažina, Božji mir v svojem srcu in to je bilo čudovito. Kaj menite, kaj je, ko pogledaš, naprimer, te otroke, obiščeš njihove šole, gredo mimo cerkve, mimo križa, se pokrižajo, poklonijo Jezusu. Kaj je to? Ali je taka globoka vera v teh ljudeh? Da. Ko smo šli prvo leto po Medžugorju, pa smo srečali enega domačina, pa se ustavi nas pogleda, pa šta ste vi za jedni ljudi? Ništa ne pozdravljate, hvaljen Isus in Marija. Dol je bil to takrat ljudski pozdrav. Pri nas v Sloveniji pa ta pozdrav že enih 100 let, ki ga ni več, nekoč je pa tudi bil. Zanimivo, kako učitelj pripelje otroke v cerkev, lepo v miru, stopijo pred oltar oziroma pred kip Marije, pomolijo, vse teče tako zbrano. Človek skoraj ne more verjeti temu. To verjetno vi še bolj poznate kot jaz. Da, torej, vera deluje, milost deluje in vera je vrednota, ki je človek dolžan spoštovati z najvišjo možno stopnjo spoštovanja. Pri tem lahko tudi pomaga Sveto pismo, ne? Gotovo. Potem izhaja tudi mesečnik, kjer Odmev Medžugorja, kjer so tudi pisani, kdaj so vaša romanja, oziroma... No, tudi to je bolj majhen obseg in tako naprej, vendar ena drobtinica je, ki lahko marsikomu pomaga. Koliko romanjev pa gre jutri v Medžugorje z vami? Jutri imamo samo 4 ali 35, bomo bolj majhna skupina. Drugače vedno večja? Ja. In to pravzaprav greste z avtobusom? Z avtobusom, ker z vlakom je pa skoraj nemogoče. Mislim, bi bilo, pride zelo drago. Pa dvakrat je treba presedati. Prej, ko smo bili v skupni državi, smo šli direktno z vlakom dol, zdaj pa naš ljubljanski pelje do Zagreba, hrvaški do Bosne in potem pa šele z bosanskim naprej in pride to zelo drago. Več kot enkrat draže, kot pa avtobus. So verjetno vaši verniki oziroma vaši župljani zelo srečni, da imajo gospoda župnika, ki... No, o tem jaz ne bi mogel govoriti, to bi mogli njih vprašati, jaz tega ne vem. Jaz čutim svojo dolžnost, da na noben način ne bi mogel slovenski cerkvi nuditi več, kakor to, da enkrat na mesec peljem skupino v Medžugorje. To je duhovna obnova, ki je naredim za ljudi, ki se moji potovanji pridružijo. Zelo zanimivo se mi zdi, tudi ker je planinski dom blizu na Zasavski Sveti Gori, ko ljudje pridejo, pa imajo različne rožice, pa to prinesejo v Mariji. Skoraj človek ne more verjeti, da še kaj takšnega v Sloveniji obstaja. No, to so različne stvari, s katerimi človek hoče
pokazati svoj odnos do Boga, do Marije, to so različne stvari. Za konec bi vas pa še prosil za zaključno misel za naše gledalce, oziroma kaj bi jim položili v naročje, kaj pravzaprav naj naredijo, da bodo bližje Mariji, bližje Bogu, bližje Jezusu in da bodo mogoče malo trpljenje zmanjšali. Da bi se čim več molilo. Molitev je tista sila, ki svet spreobrača. Naša notranjost, ne morda naenkrat, ampak postopoma se to, vse to ureja in gre vse ker Bog po naši molitvi, kot sem že prej povedal, naše življenje vedno obrača do najvišjega dobrega, v najvišje dobro, to je proti zveličanju. Na to nas tudi Marijina sporočila nagovarjajo, tudi post, ne? Da. Gospod župnik Maks, jaz se vam v imenu naših cenjenih gledalcev, v imenu naše televizije in tudi v svojem imenu res iz srca zahvaljujem za tole pričevanje. Zelo smo veseli, da ste se nam kljub malo časa uspeli priti v naš studio. Res poklone. Hvala.